Tudi današnji smuti je Jelena pripravila za nosečnice. Seveda pa bi ga z velikim veseljem spili tudi mi. Dober dan, danes pripravljamo en smuti za naše nosečke srečke, ker želimo, da so bolj zdrave, bolj vitalne, da dobijo vse esencialne hranilne snovi. Tako da tukaj imamo eno izbiro kakovostnih ogljikovih hidratov, zelenjave, ki vsebuje veliko mineralov, veliko koristnih vlaknin, pa tudi folne kisline, ki je, kot vemo, v času nosečnosti izjemno pomembna. Imamo banane, ohrovt, ki je izjemno dober vir kalcija, potem špinača, lahko je mlada špinača, lahko tudi malo starejša, in kot dodatek tudi spirulino. Spirulino vsebuje tudi zelo veliko beljakovin, kakovostnih mineralov in pomaga tudi pri rasti in razvoju otroka. Lahko jo tudi dodajemo, ko se otrok rodi in ko začne uživati hrano. Kar se tiče samih začimbic, tega ne bomo veliko dodajali, ker nosečnice v bistvu ne smejo uporabljati veliko ali zelišč ali začimb, seveda v eni majhni količini tiste, ki jih normalno dodajamo v hrano, ampak tukaj bomo dodali danes izključno ingver, lahko je v taki obliki prahu, ampak lahko tudi dodamo kakšen košček svežega ingverja. Ingver pa nam lahko pomaga, če recimo imamo kakšne jutranje slabosti na samem začetku nosečnosti ali se lahko to včasih nadaljuje tudi kasneje. Lahko pa dodamo tudi nekaj kakovostnih maščob. Zdaj jaz ponavadi ne svetujem, da se mešajo maščobe pa sadje, ampak vseeno lahko nekaj tega dodate. Imamo tudi mango zraven, sicer pa lahko te maščobe dodate v kakšno kombinacijo smutija, ki je čisto zelenjavni. Se pravi, imamo kot osnovo vodo, zdaj, če vam paše, seveda v tem zimskem času je dobro, da je majčkeno bolj topla voda, lahko pa je samo na tak način zjutraj, da nas malo povzdigne in da nam da energije. Tako da bomo dodali kot osnovo prvo sadje. Lahko dodamo tudi kakšno kokosovo vodo, izjemno dobra zaradi veliko elektrolitov. So različne kombinacije. Evo. Takole, malo spiruline. Lahko so tudi kakšne druge trave. Predvsem rabimo nekaj tako močnega zelenega zaradi visoke vsebnosti železa, ker vemo, kako v nosečnosti potrebujemo več železa, ker se ustvarja več krvi. Tudi tukaj računamo tudi na kri, ki se ustvarja pri otroku. Se pravi, malo ingverja dodamo še zraven, lahko pa so različne trave, kot so recimo kakšna pirina trava, ječmenova trava, pšenična in potem to vse skupaj zmešamo. Lahko recimo tudi čija semena prvo namočimo v vodi, 10 minut, pa jih naknadno dodamo v že pripravljen smuti. Takole. Se pravi. Evo. Takole. Imamo lepo zeleno barvo. Ena špinača nam je ostala. Evo, pa imamo našega zelenkota. Res je dober.